Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do parlamentarnih volitev je samo še 88 dni, vi pa gledate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Zdaj, ko je skoraj že konec, se epidemiologi vse bolj pogumno oglašajo. Slovenska akademija znanosti in umetnosti je pred dnevi organizirala okroglo mizo s pomenljivim naslovom Agonija epidemije. Na njej so slovenski epidemiologi povedali, da so v boju proti epidemiji preveč prevladovali infektologi. Zveni razumno, glede na to, da je šlo za največjo pandemijo v 100 letih. Ampak zakaj epidemiologi glede tega niso bili bolj glasni že prej? Zato pravijo, ker glasnost ni tista, ki nas pripelje do boljšega izida. Ja, dragi epidemiologi, pizdenje, ko je vsega konec, pa tudi ne. Sedaj pa se lotimo 75. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Rusija, Ukrajina, ZDA. Komu koristi vojna? Bo Rusija res napadla Ukrajino in kdo si tega najbolj želi, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, dr. Igor Lukšič in magister Bernard Brščič. Igor, Bernard, dobrodošla. Dober večer. Igor, zdaj vojne, vidimo, so nadaljevanje politike z drugimi sredstvi, ampak vse bolj se zdi, da so vojne sredstvo v notranji politiki, ne? Ja, nekaj v notranji politiki, nekaj gre pa za interesne zgodbe, se pravi, da je to nadaljevanje kapitalskih bit z drugimi sredstvi, ne? Tako da gre kapitalska vojna, politika in potem vojna. Zdaj, v tej situaciji, kar zadeva notranje politične zgodbe, vidimo veliki faktorji, ki so tudi podpisovali neke dogovore z Ukrajino oziroma Rusija, Ukrajina, Francija, Nemčija, pa delno še ZDA zraven in vključena je še Anglija. Vsi imajo neke težave, ne. Edina stabilna država zdaj je po volitvah Nemčija, Francozi so pred volitvami, Macron bi se rad pokazal, da je mojster nekih geostrateških potez in bi račel na volitve gotovo ne z vojno v žepu, ampak kot nek mirovnik. Johnson ima težave s temi žurerstvom in ga tole odnaša. Biden ima probleme zaradi tega, ker je šel iz Afganistana, kar mu jastrebi v ZDA zelo zamerijo. In se mora to zdaj malo napenjati, mišice kazati. Tako da to, kar si rekel, te notranje politične težave oziroma razmere v teh državah vplivajo na stališča teh držav potem tudi v opredeljevanju do ruskih groženj oziroma zdaj, koliko so to grožnje, ko gre pa dejansko za interes, geostrateški interes Rusije, da ustavi širjenje NATO na zahod. Ker to, kar se je dogajalo pri razpadu Sovjetske zveze, se je dogajalo na nek način dogovorno in takrat so se pogodili, do kje naj bi NATO segel. Dogovorili so se, da bo Ukrajina nevtralna. Ukrajina je bila nevtralna do leta 17. 17. leta je razglasila, da ima drugačno strategijo, da gre proti NATO. Leta 20 se je odločila spet, da to strategijo potrdi. NATO z Združenimi državami Amerike že od tam leta 2007-2008 zelo intenzivno koketira in nekako spodbuja Ukrajino, naj se priključi NATO zvezi. Tako da to gre seveda za neke čist, recimo, če gledamo kot opazovalci, legitimne interese tako zahodnih kapitalskih struktur kot Rusije, da se nekako dogovarjajo o tem, kako, do kje vpliv koga seže. Seveda zmeraj je problem, ker tista država, ki je predmet teh pogajanj, najbolj nasrka oziroma ljudje, ki tam živijo. Bernard, kje smo zdaj v tej situaciji? Malo se zdi, zadeva spominja na predvečer druge svetovne vojne, kjer so tudi in Rusija in Nemčija si je hotela ustvariti neko tampon cono ena do druge, zdaj seveda ni na drugi strani Rusija, Nemčija, je recimo NATO oziroma so ZDA. Koliko po tvoje Rusija pomaga tem, ki si želijo recimo vojne na Zahodu?
Jaz mislim, da vojna ni v interesu nikogar. Dejstvo pa je, da je ta ureditev, ki je nastala po letu 89-90, bila do Ruske federacije izjemno krivična. Dejstvo je, da v hladni vojni je Sovjetska zveza bila poraženec, vendar namesto, da bi zahodne države, zlasti ZDA, do Rusije izkazale velikodušnost v zmagi, so jo pritiskali ob zid. Spomnimo se recimo državnega sekretarja Jamesa Bakerja leta 90, ko je decidirano zagotavljal, da se NATO ne bo širil niti za inč proti vzhodu. Spomnimo se Hansa Dietricha Genscherja, ki je v pogovorih z Rusi izposloval praktično združitev Nemčije, vzhodne in zahodne Nemčije. Zopet je bil pogoj, da se NATO ne bo širil na zahod, še več, da so Rusi pristali, da bo Združena Nemčija del NATO, vendar da tuje sile ne bodo prisotne v vzhodnem delu Nemčije. Skratka, Rusija oziroma takratna Sovjetska zveza je šla v dobri veri v pogovore, bila uslužna, nenazadnje so dobili 15 milijard takratnih mark za umik sovjetske vojske nazaj. In potem se je zgodila verolomnost. Zgodilo se je leto 1997, širitev na Poljsko, Češko, Madžarsko, potem leto 2004, ko smo tudi Slovenci vstopili, pa do 2 leti nazaj, ko je vstopila Albanija. Skratka, ko gledaš geostrateško, se NATO širi proti vzhodu. Se pravi, je NATO, izrasti Združene države, so prelomile obljubo iz časa združitve oziroma padca Berlinskega zidu. Zdaj, dejstvo je, da pravnih zavez tu ni bilo. Pogajali so se vsi v dobri veri in vrag je vzel šalo, ko pa zdaj prihajajo pa res na geostrateško ozemlje interesa Ruske federacije. Dejansko, če pogledaš zemljevid Ukrajine, če pogledaš recimo vzhod Ukrajine, recimo eno mesto, kot je Harkov, ki je po mojem, 600-700 km samo od Moskve, dejansko je strateški interes Rusije, da 600 km ni nobenih raket kratkega in srednjega dosega. Če pogledaš, koliko časa bi recimo 700 km preletela ena raketa srednjega dosega, je to 7-8 minut. Če imaš supersonično raketo, verjetno v 4 minutah. Skratka, gre za temeljni strateški interes Rusije, da ima, kot si sam rekel, tamponsko cono. Če pogledaš zgodovinsko, je bilo območje Ukrajine vedno tamponska cona, že za časa Katarine Velike. Nenazadnje, kako Rusi poimenujejo Ukrajino kot mala Rusija, da ne govorimo seveda srednjeveške kijevske Rusije kot zibelke, kot neke vrste Kosova in Metohije, kot je za Srbe, je kijevska Rusija za Ruse. Skratka, po moji oceni gre za resen interes Ruske federacije, rdeče črte, da si ne morejo privoščiti, da bi na ozemlju Ukrajine nameščali rakete kratkega in srednjega dosega. Čez to ne bodo šli in mislim, da dejansko gre za zelo resen konflikt in da gre ta konflikt nazaj 3 desetletja, da enostavno Zahod ni v te novo varnostno ureditev vključil Ruske federacije kot resnega partnerja. Ne pozabimo, res ekonomsko je Rusija vpombo pod črto. Je njena ekonomska moč primerljiva srednje veliki
evropski državi, kot je recimo Nizozemska, ampak gre za državo, ki ima izjemno močno posodobljeno vojsko, je termonuklearna sila in igranje in obravnavanje Rusije kot neke tretje razredne, kot neke Tunguzije je po mojem neresno in bodo Američani za to politiko zadnjih 30 letij plačali po mojem zelo visoko ceno. Oziroma vsi jo bomo. Igor, zakaj je Zahod, recimo, Bernard se mi zdi zdaj lepo vse razložil, ne? Zakaj je Zahod tako podcenjevalno Rusijo obravnava? Je to res podcenjevanje ali enostavno pač so ti njihovi interesi, o katerih si ti govoril na začetku, premočni? Jaz mislim, da gre za interese. Ne? Vse vemo v začetku, ko je bil Jelcin predsednik in ko je Rusija bila na kolenih, njim ni bilo težko dati kar nekaj milijard, tam ocena okrog 50 milijard, zato da je Jelcin ponovil mandat, ker so hoteli se polastiti ameriški kapital vseh teh virov, ki jih Rusi imajo, se pravi od nafte, plina in tako naprej. In seveda Američani so zainteresirani zdaj s tem tekočim plinom. V zadnjem letu so za 15% povečali Evropi izvoz tega plina. Zdaj se pogovarjajo s Katarjem, da bi Katar povečal dobavo plina Evropi v času krize oziroma v času mogoče vojne, ki jo kakor napovedujejo. Oziroma ves ta pritisk teče zaradi tega, da bi se cena plina še povečala, ker ta proizvodna plina tekočega je bistveno dražja od tega, kar dobimo Evropejci zaenkrat prek naftovodov oziroma plinovodov iz Rusije. In ta zlasti severni tok je od nekdaj bil Američanom v trn v peti oziroma kar naprej poudarjajo, kako Nemčija in Evropa prek tega ne domišljeno pada pod vpliv Rusije. Seveda jih to ne zanima, vpliv Rusije. Njih zanima, da bi oni lahko več iztržili od teh energentov, kakorkoli že imajo. Se pravi, cela ta strateška energetska zgodba, Američani se v to intenzivno vključujejo. Tudi ko so recimo Kitajci prišli z inicijativo 17+1, oziroma najprej 16+1 in tako naprej, so se tudi Američani takoj vključili s tistimi 3 morji in poskušali razbiti. Predlagam, Igor, da si zdaj vzamemo krajši premor, da gledalke in gledalci preverijo, kje imajo najkrajšo pot do zaklonišča, pa se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, komu je v interesu vojna. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Igor Lukšič in Bernard Brščič. Pogovarjamo pa se o tem, komu koristi morebitna vojna med Rusijo, Ukrajino in ZDA. Bernard, zdaj NATO, vemo, je pač obrambna organizacija, po načelu, če je eden napaden, smo napadeni vsi, ampak zgleda se, da se neke razpoke zdaj v tej enotnosti obrambe Ukrajine pač pojavljajo. Sej Ukrajina še ni članica, to je res. Ampak zanimivo se mi zdi, predsednik Hrvaške Zoran Milanović je dal neko zelo, bi rekel, odmevajočo izjavo, mislim, da včeraj, kjer je rekel, da Hrvaška sigurno ne bo nobenega vojaka tja poslala, še tiste, ki jih ima tam blizu, bo umaknila, ker ni pač v njenem interesu, da bi se borili v Ukrajini. Koliko ti misliš, da je zdaj pač ta odločenost res trdna tu na tej strani NATO ali pa Zahoda? Je to pač bolj ameriška igra, ker na nek način se kaže, razen tega, kar smo v prvem delu rekli, glede teh notranjepolitičnih razlogov, si vojne v bistvu nihče ne želi. Če bi do nje vseeno prišlo, kako bi se pol ta enotnost Zahoda po tvoje pokazala? Moram najprej komentirati. Milanović, komunist, moder človek, mislim, presenečen, kot da bi bil član Domovinske lige. Dejansko kaj išče NATO v Ukrajini. Obstaja nesrečna izjava iz vrha, mislim, da leta 2008 v Bukarešti, kjer je NATO sprejel deklaracijo, da bo sprejel Gruzijo in Ukrajino v polnopravno članstvo. Mislim, ti imaš državo, kot je Ukrajina, kjer 15% ozemlja zaseda
Ruska federacija. Skratka, ki je de facto v vojni in zdaj nekateri modrujejo, da ne bi Ukrajino sprejeli v NATO. Mislim, da je to dobesedna norost. Jaz mislim, da nihče pri pravi pameti ne bo Ukrajine sprejel v NATO in to je ena izmed, po mojem, legitimnih zahtev Rusije, da je rdeča črta, ukrajinsko članstvo je anatema. In tudi v slovenskem interesu to ne more biti ukrajinsko članstvo, če bi to pomenilo, da bomo mi te 3 bataljone, kolikor je dejansko 2500 vojakov slovenskih, pošiljali umirati na Dnepr ali pa v Donbas. To ne bo šlo. Skratka, gre za veliko neumnost, ko bi se morala ta širitev NATO že zdavnaj končati. Hkrati bi moral potekati premislek, kakšen je smisel obstoja NATO. Vemo, da se je NATO kompromitiral s članstvom Turčije. Kaj Turčija počne v NATO? Mislim, moram reči, da se praskam po glavi. Kompromitiral v Afganistanu, kompromitiral v Libiji, skratka, spremenil se je iz obrambne zveze v nekega hlapca ameriških hegemonističnih interesov. In tu mislim, da je velik problem in prepričan sem, da ko bo potrebno poslati vojake umirati, recimo slovenske, v Ukrajino, ker to bo, če bo prišlo do vojne, to ne bo lokalni spopad. Jaz sem prepričan, da to se ne bo omejil na področje Donbasa, ampak če pogledaš razporeditev Belorusija, Južna Rusija, Krim, da bo šlo za maksimalistično operacijo, ki bo segla najmanj do Dnepra, se pravi najmanj do Kijeva. Jaz ne bom rekel, da bojo segali do Lvova, se pravi skrajni zahodni del Ukrajine. Gotovo bodo v južni Ukrajini segli zahodno od Odese in priključili Transnistrijo. Verjetno gledalci ne vedo, da obstaja ruska de facto eksklava v Moldaviji, ki je ruska in ki bi praktično Putin, če ga percipiramo kot nekega neoimperialista, praktično inkorporiral celotno območje nekdanje male Rusije v Rusko federacijo. Podobno kot so mislili Srbi, ne? Vsi Srbi v eni državi, zdaj vsi Rusi v eni državi. In bi bila možnost dejansko, recimo nekateri govorijo, da bo šlo, da gre za problem Donbasa. Ne, dejansko gre za vprašanje ureditve, varnostne ureditve zadnjih 30 let. Tudi sem prepričan, v vojaškem smislu Ukrajina nima nobene možnosti. Jaz si dajem 14 dni, ko jo bodo Rusi dobesedno zredirali ukrajinsko vojsko. Res je sicer, da se je v zadnjih 7 letih od intervencije na Krimu zelo ukrepila, imajo protitankovsko orožje, vendar če pogledaš številke, je jasno, da če bo Rusija udarila, da bo nekaj 10.000 mrtvih in da je glavni problem Rusije ni vojaški, ampak kaj dan po tem, ko bo okupirala Ukrajino in bo moral priti do nekega političnega dogovora. Jaz sem prepričan, da Rusi ne blefirajo tokrat in da bi to morali sporočilo. Če gledaš, kakšne so zahteve ruskega zunanjega ministrstva do State Departmenta, se pravi preprečitev vstopa Ukrajine v NATO, preprečitev namestitve raket kratkega in srednjega dosega na območju Ukrajine, omejitev vojaških manevrov na mejah Ruske federacije in tisto, kar je pa mene najbolj skrbi, je pa maksimalistična zahteva vrnitev
statusa quo ante pred leto 97, se pravi pred širitvijo NATO, recimo umik tuje vojske iz Romunije in Bolgarije. To mi daje, mislim, resen signal za skrb, da praktično Rusi se sploh nočejo pogajati, ampak imajo neke maksimalistične zahteve, ki so po mojem popolnoma nesprejemljive. To, da se bo vzpostavilo status quo ante pred letom 97, to ZDA pa članice NATO ne bodo nikoli sprejele in da praktično diplomacija ruska v bistvu samo vzpostavlja neko špansko steno, da se dejansko pripravlja na vojaško intervencijo, ki po mojem, če bo do nje prišlo, ne bo lokalna, kot je bila zasedba Krima, kot je v bistvu tisti zeleni mužici v Donbasu, ampak bo šlo za največji spopad konvencionalni z najsodobnejšim orožjem po drugi svetovni vojni in da bo vse nas bolela glava. Zlasti zaradi ekonomskih katastrofalnih posledic, ki si jih že, sta jih oba omenila, se pravi eksplozija cen energentov, tudi hrane. Mislim, dejansko bi morali ustaviti konje, jaz mislim, da je že tako rekoč ura 12, in da praktično smo kot mesečniki, da mislimo, da Rusi blefirajo. Rusi ne blefirajo, ne bi postavljali, imeli zdajle v Belorusiji takšnih enot, v Južni Rusiji, na Krimu praktično smo res tik pred zdajci. Igor, ti poznaš tudi osebno hrvaškega predsednika Milanovića, kako ti gledaš na te njegove izjave? Jaz mislim, da so to dobre izjave, pravočasne. Se pravi, zdaj je treba delati na umirjanju sil in povedati, da to vrstne politike Združenih držav Amerike enostavno ne podpiramo. Fajn bi bilo, da se tudi Slovenija nekako oglasi in pove, da smo tu vendarle na strani miru in reševanja po poti diplomacije. Namreč to, kar Rusija počne, je sicer zadnja instanca, ki jo država ima v rokah. Se pravi, če se njeni interesi ne spoštujejo geostrateški, potem za to uporabi to, kar ima na razpolago. Jaz mislim, da ne bo šlo, da do vojne ne bo prišlo, da ta vojna dejansko seveda je v korist ali pa bi bila v korist raznim producentom orožja tega in druge vrste, tudi temle, ki se ukvarjajo z energijo, zlasti tem plinom, tekočim plinom, te industriji v ZDA, tudi ladjarjem, ki bi morali voziti ta plin. Ampak to je vseeno, se mi zdi, premehen interes, da bi tvegali nekaj, kar je ta civilizacija vendarle prerasla. Jaz mislim, da si Nemčija, notranje politično, Britanija, Francija, če govorimo vsaj o teh velikih odločujočih državah, ne more tega privoščiti. Da bi tja pošiljali vojake. Jaz mislim, da tudi Slovenija, če bi poslala enega samega, tja bi težko naša vlada razložila slovenski javnosti, kaj mi tam iščemo z vojaki. In to se mi zdi, da je Milanović dosti jasno in hitro odreagiral. Če bi tudi te male države odreagirale, kaj recimo Madžarska in Poljska, pa še kakšne druge, kakšna Portugalska, potem bi bilo to vsaj nek znak. Ne? Tako da tudi končno povemo, da ko gre za vprašanje miru v svetu ali pa v Evropi, pri takih zadevah, ki so očitne, ne? Mislim, tle je jasno, kdo rine z glavo skozi zid. Zdaj, odstopil je tudi pred dnevi poveljnik nemške mornarice zaradi izjav Rusije oziroma Putinu, ne, tako se špekulira, dal je neke izjave glede Rusije in Putina, ki niso mogle biti interpretirane kot da povečuje borbeni duh nemške mornarice in je potem odstopil. Ne. Kaj vi da pravite na to? A to kaže, da tudi vojska teh zahodnih držav, NATO držav, posebej evropskih, malo bolj spoštuje rusko vojaško moč kot mogoče Američani na drugi strani Atlantika?
Lej, ruska vojaška moč jo lahko vidiš na primeru posredovanja v Siriji. To ni več neka razsuta sovjetska vojska iz leta 1989, to je sodobno opremljena vojska, ki je kos po mojem samo ZDA. Gre za termonuklearno silo, ki pomeni, da ima zavarovalno polico, da tudi če bi prišlo do recimo nekega hudega konvencionalnega spopada, lahko izkliče potem pagat ultimo termonuklearno opcijo in morali bi vse sile usmeriti v to, da pride do deeskalacije. Pogledati sed za pogajalsko mizo, pogledati, kaj so razumne zahteve Ruske federacije. Gotovo to ni tista zadnja, o kateri sem govoril, na vrnitev leta 1997, praktično izključitev oziroma razpustitev NATO, to enostavno ne bo šlo. Nihče med članicami NATO si dejansko, kljub tej izjavi iz leta 2008 na vrhu v Bukarešti, ne želi Ukrajine v naslednjih 30 letih v članstvu, ampak ključni strateški interes Rusije je pa nobenih tujih sil na mejah Rusije. Še enkrat, če pogledaš čist geografsko, je Ukrajina ima tako lego, da praktično, vkolikor bi prišlo do namestitve tujih sil, recimo v Harkovu, pa praktično je to pred vrati Moskve in se vprašaj, kako so se Američani obnašali leta 1962 v kubanski raketni krizi, ko so jim na dvorišče Sovjeti navozili balistične rakete. Pa takrat je bilo popolnoma naravno, da je Kennedy tako agresivno odreagiral in je bila takrat po drugi svetovni vojni najbližje svet do popolne kataklizme. Zdaj je podobna situacija, nismo sicer še pred jedrsko grožnjo, ampak ne se igrati z Rusijo, ki je termonuklearna sila, ki lahko 32-krat uniči cel svet. In ne moreš ti obravnavati Rusije kljub njeni ekonomski šibkosti kot neke tretjerazredne satrapije. Jaz mislim, da je cel sistem vzpostavljen v zadnjih 3 desetletjih in tu ima Rusija neko legitimno zadržke, da je dejstvo, da sta bila tako Gorbačov kot Jelcin izjemno šibka predsednika. Da Putin ni šibek predsednik in se čuti poklicanega za revizijo teh zgrešenih sporazumov in koncesij, ki jih je takrat Rusija, ki je bila na kolenih, oziroma Sovjetska zveza leta 90 podarila Zahodu. In namesto, da bi Zahod in ZDA cenile te ruske koncesije in žrtve, so se obnašali kot slon v trgovini s porcelanom in brcali Ruse, še takih, bom rekel, ponižujočih gest je bilo in Rusi so pa ponosen narod. Če pogledaš zgodovino, niso jih ne Poljaki, niso jih ne Švedi, niso jih ne Francozi, niso jih ne Nemci in očitno želijo Američani preizkusiti, ne vem, da jih bojo pa oni, ampak sem prepričan, da če bo prišlo do konflikta vojaškega, da se NATO ne bo odzval z pošiljanjem sil v Ukrajino, da se bojo zadovoljili mogoče z dobavo orožja, ampak dejansko v tem trenutku Ukrajincev tudi, ne vem, poplava protiraketnih oziroma protitankovskih orožij ne more rešiti. Igor, a je mogoče, da Američani samo hočejo, da bi Rusija, tako kot prej Sovjetska zveza, dobila svoj nov Afganistan? Se lahko Ukrajina v tem primeru nekega vojaškega konflikta spremeni v nek nov Afganistan za Rusijo, kjer bi se Rusija pač izčrpavala vojaško in tudi ekonomsko, umirali bi pa Ukrajinci, ne recimo Američani. Američani bi tja samo pošiljali orožje in tako naprej. Ja, to bi bilo nespametno, če bi Rusija šla v vojno. Jaz mislim, da je to maksimum, kar ima Rusija za pokazati.
se pravi grožnjo z orožjem, ker je njihov strateški interes samo, da ustavijo širitev NATO. In že s tem, ko se zbira tam vojska, je to po moje ustavljeno. Vse države si enostavno ne morejo privoščiti v NATO, ne, da bi karkoli počele. Tisto, kar je edina nevarnost, po mojem mnenju, je, da ti posamezni kapitalski bloki poskušajo zanetiti kakšne spore, ki bojo vzdrževali tudi neke smrtne žrtve povzročali, samo zaradi tega, da bi profitirali tle, recimo ta energetski blok, pa orožarski in tako naprej. Namreč tisto, kar je problem, na nek način je, kam plasirati teh 8 tisoč milijard denarja, ki so si ga v COVID krizi nabrali milijarderji. Ta denar bo zdaj nekam moral iti. Nekaj gre v novo tehnologijo, nekaj gre v to afnanje z poleti v vesolje in ne vem še kam, nekaj gre v nove te cyber zgodbe. No, to nismo omenjali še, da se na tem sporu v Ukrajini trenira tudi vojna na internetu oziroma v te elektronskih zgodbah. Ne? In to je kibernetska vojna, ja, ki tu se tudi zdaj merijo in preizkušajo verjetno neki modeli, ki so jih do zdaj razvili, pa jih niso še imeli možnost preizkusiti. Tako da to je gotovo tudi ena zgodba, da tisti, ki bo v tej vojni zmagal, bo pridobil potem nekaj korakov pri razvoju novih tehnologij oziroma pri monopolizaciji tega področja. Tako da en del tega denarja, o katerem sem prej govoril, se pravi teh 9 trilijonov dolarjev, bo šel tudi v ta namen. En del verjetno tišči v realizacijo v konvencionalno orožje in tako naprej. In ti bojo nekam ta denar morali plasirati. No in ta nevarnost obstaja. Namreč 9 trilijonov sredstev v enem letu samo. In kaj je največja groza teh milijarderjev, ne, ki so na ta način prišli do sredstev? Ta, da grozi, njim grozi konec COVID zgodbe. Se pravi, te pohitrenega bogatenja, ki je za 9-krat, glede na leto 19, za 9-krat okrepil pozicije milijarderjev. In zdaj se verjetno išče eno veliko stvar, ki bi to omogočila, da bi se ta trend nadaljeval. Da bi se ta trend nadaljeval v nekem smislu. Ja. To se mi zdi največja nevarnost. Jaz bi še mogoče izpostavil skorumpiranost režima predsednika Joea Bidena, njegovega sina, ki je plačanec ukrajinskih plinskih dobaviteljev, prejel 31 milijonov dolarjev, ne vem zakaj, verjetno za pay for play usluge v Beli hiši. Hkrati, če pogledaš zasedbo zdajšnjega zunanjega ministra Antonija Blinkna, se pravi državnega sekretarja, Wendy Sherman, in kdo je številka 3? Viktorija Nuland, dejansko Nudelman, ženska, ki je leta 2014 bila instrumentalna pri strmoglavljanju predsednika Janukoviča. Dejansko, če pogledaš, gre za vprašanje, da so evropske, natovske, ameriške agenture leta 2014 strmoglavile. Jaz ne bom rekel, da je to bil dober režim, skorumpiran do konca, ampak bil je zakonit režim, barna revolucija, to danes še Američani priznavajo, da je šlo za de facto udar, in zdaj je v interesu Rusije, da pač obrnejo režim, ta gospod Vladimir Zelenski, en tak Marjan Šarec, številka 2, nek komik, TV zvezda, pač mislim, ne vem, da posluša Američane, mislim, jaz sem poslušal njegov nastop, da kako bo zavzel Donbas in Dranknah Krim. Tako kot je ta nemški poveljnik mornarice lepo povedal, beri moje ustnice, Krim ne bo nikoli več
ukrajinski. Ja. 60 let je bil, zakaj je Hruščov leta 53 v neki komunistični velikodušnosti kot Ukrajinec sam svojim Ja. Ukrajincem podaril Krim, mi ni čisto jasno. Hkrati sploh ni, po mojem, v ruskem interesu, da zasedejo celotno Ukrajino. Tisti, ki mislijo, da je Putin nek KGB-jevec, ki zdaj obnavlja komunizem in sovjetski imperij, mislim, to so pa taki zunanje politični agnostiki. V Moskvi, Peterburgu komunizma praktično 30 let ni. Komunizem je v Bruslu, komunizem je v Washingtonu, komunizem je v Tel Avivu, v Moskvi, Peterburgu ga ni. In je to smešno. Dejansko je treba priznati, da imajo države nacionalne varnostne interese in objektivno gledano je bila v tej postsovjetski ureditvi oziroma varnostni ureditvi v Evropi v zadnjih 30 letih Rusija, če mene vprašaš, prikrajšana. Po nepotrebnem, jaz osebno mislim, da bi morale biti, da Rusija ni primarni sovražnik ZDA, da je primarni sovražnik ZDA Kitajska in da ima zdajle ZDA velik problem, zaradi tega, ker mora refokusirati svojo varnostno, obrambno, zunanjo politiko na pacifiško območje, hkrati se jim pa dogaja evropski varnostni problem. Pa še nekaj, ta kriza praktično kaže, da je Evropska unija totalno nepomembna, sklerotična organizacija, nihče se ne pogovarja z Evropsko unijo. Praktično gre samo za pogovore, relacija Washington, Moskva in NATO kot neka ekspozitura Američanov. Igor, minuto še imamo do konca oddaje. Najbolj zahoden spomenik sovjetskim vojakom je v Sloveniji. Ne? Če pride do vojne, na čigavi strani se bomo mi potem borili? Jaz upam, da na svoji, ne. Ker tle nam ni treba se opredeljevati, ne, niti za Američane, niti za Ruse, zaradi tega, ker ta vojna je pravzaprav vojna za Ukrajino. Tisto, kar bi moglo biti vprašanje, je, kako Ukrajino, ki so jo v teh sporih med velesilami popolnoma razgradili in iz države naredili popolno razsulo, ne, kako ji omogočiti, da se vzpostavi kot ena resna država, ki bo tudi v mednarodnem prostoru igrala to vlogo, ki pripada, se pravi, da bo tam nek most, ne med Rusijo in Zahodom, ne pa breme v teh odnosih. A misliš, da bi mi lahko tukaj pomagali? Jaz mislim, da bistvenega vpliva na to nimamo, ampak vsaj pametno bi se lahko odločali. Je pa res, ko je Bernard prej omenil Kitajsko, naš predsednik vlade pa ve, kdo je glavni zunanji sovražnik, ker on pa nas pelje, če se pohecamo proti vojni s Kitajsko, ne pa proti vojni z Rusijo. Ampak o tem pa v kakšni drugi oddaji. Za danes pa dr. Igor Lukšič, magister Bernard Brščič, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o vojni za Ukrajino, že 679. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, je vojnim dobičkarjem v zdravstvu dokončno odklenkalo. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.